Igor, Mašin, Bigor. Zakaj si naredil to knjigo? Zakaj? Zato, ker mislim, da se premalo piše in objavlja stvari o slovenske popularni muziki in njeni zgodovini. In recimo, da je to izziv vsem ostalim tako zvanim publicistom, da začnejo tudi take stvari delati. Kdo je pa zahteval od tebe to knjigo? Prvo faks, da sem lahko diplomiral, pa moja volja, da sem rekel, gremo narediti še knjigo, pa sem jo naredil. Ciljna populacija je in tebe, ki so doživeli novi rok, kot tebe, ki ga niso doživeli. Tele, ki so ga doživeli, verjetno bojo to prebirali malo z nostalgijo, te, ki ga pa niso doživeli, bojo pa verjetno, upam, da bojo najdli eno lekcijo za življenje naprej. Gospod Peter Mlakar, eno vprašanje imam za vas glede te knjige in novega roka nasploh. Kater novi rok vam je bil najbolj pri srcu? Katerega leta? Težko rečem. Ja. No, ampak če pobrskate... Veliko je bilo dobrih. Ja. Koliko se je spremenila muzika iz tistega cajta do zdaj, kar se tiče DJ-anja? V bistvu dan se mi zdi, da ene stvari ful lažje spraviš skozi, kad si jih enkrat spravil. Hočem to reči, da se je elektronka pa rock sta se ful približala eden zraven drugega. Kaj pa ženske tistega časa oziroma časa novega roka in ženske zdaj v tem obdobju? Ja, jaz sem takrat na novem roku, sem odprl eno temo, zgodnje 80-ta je bilo to. In jaz sem takrat na tem novem roku odprl vprašanje javnih hiš. In sicer sem rekel, Ljubljana ne bo mesto, če ne bo imela Erocentra, če ne bo imela bordela. In to je bilo tam enkrat začetku 80-ih. Ja. A pa ste zdaj v obisku še kakšen bordel v Ljubljani? Ne. To, kar je v Ljubljani glede prostitucije, to ni nič. Koliko let si jo proizvajal? Ja, če gremo zdaj štet na roke, pa bi rekli verjetno 6-7 let, ampak v bistvu produktivnega dela je bilo tle 2 leti. Kakšno naklado boš imel te knjige, oziroma koliko podnatisov je bo? To bo pa eni drugi povedali. Koliko imaš pa doma procentualno vinilov, oziroma koliko imaš CD-jev? Nikoli nisem štev, ampak recimo, da imam... Ene napram drugim. Vse to se hoče reči, če imam CD-jev 100%, imam plat recimo 60% od te količine. Zajeten kupček. Ja, hvala Bogu, s tem se ukvarjam, s tem živim, ampak denarja pa nikoli ni od tega.